Žal je tako, da moramo, mislim, ob 3 morajo naši prevajalci na novo lokacijo in želimo se držati načrtovanega urnika, tudi do drug ima še verjetno kakšen program danes, pa radi bi še kakšno priložnost za kakšno besedo reči. Tako da bom kar povabila k besedi naslednjega gosta, in sicer prihaja z Celja, odvajanje padavinske vode in razvoj kanalizacije v Celju, gospod Marko Planišek, z Boka Celja. Oder je vaš. Potem bom pa kar vse goste, ki bodo zdaj razpravljali, povabila, da zasedajo stole tukaj gor, zato da bomo pogovor na koncu speljali organizirano in lažje. Dobar dan, sem skupaj, sem Marko Planišek, tam je piše, prihajam iz javnega podjetja Vodovod kanalizacije v Celju. Danes se zahvaljujem organizatorjem, imam priliko povedati nekaj o razvoju kanalizacije v samem mestu Celje, to se pravi s tistim delom, ki je v upravljanju našega podjetja. Ko sem dobil tole nalogo, sem malo razmišljal, sem prišel enega zelo zanimivega zaključka, da je v bistvu razvoj kanalizacije v mestu, bi rekel, v bistvu razvoj odvajanja padavinskih vod, ki padajo v območje mesta. Verjamem, zdaj sem skoraj prepričan, da je bil tisti prvi primarni namen, ko se je mesto širilo, tudi rastale popularizacije, da je bil kam z meteornimi vodami iz urbanih površin, da je bil tisti kam za onesnaženje, ki ga prebivalci producirajo, da je bil drugotnega pomena. In mislim, da tudi, če pomislimo, da v tale razvoj bom prekazal, to na nek način tudi pokazal. Na tem slajdu je zdaj na sliki bolj kot ne središča mesta Celja, modro so reke. Celje ima to srečo, da ima zelo velik rek, ampak nesrečo te reke so tudi grožnje mestu. In kanalizacijski sistem, tak kot je, služi dvema namenom. To so ta namen, da zbira odpadne vode z celega tega področja, rumeno so zrisani glavni kolektorji. Obenem je pa tudi ta kanalizacijski sistem varstvo mesta Celja, da ne pride do poplav v kanalizacijskem sistemu. Je tist obiskoval Celja, ki je pozorno videl, da je Celje v bistvu presiji. Vse reke, ta Savinja, ki teče iz zahoda in se obrne proti jugu, potem iz vzhoda pride v Oglajna, iz severa Hudinja, potem še vzhodna Hudinja. In na sotočju tega so te, imamo reke v nasipih, to so bili pač hidravlični pogoji in to je nastalo. In do izgradnje kanalizacijskega sistema so bili povsem normalni pojavi, da prihaja do poplave po kanalizaciji. Tudi če reka ni prestopila vrgov, je prišli do zalivanja nižje ležečih področij po kanalizaciji. In ta zadeva, jaz imam tudi eno zaporedenih slajdov, na katerih je prikazan, kak je bil razvoj tega kanalizacijskega sistema. To je take zelo osnovne značilnosti sistema. Mi smatramo, da je celjski kanalizacijski sistem dograjen, je mešan sistem. Kar se tiče odplak, priključenost je zelo velika. Sistem je zaključen s čistilno napravo, njegova ena posebnost je povarovanja mesta pred poplavo po kanalizaciji. Zelo osnovni podatki, koliko imamo kilometrov kanalizacije, koliko je jaškov, ker je mešan sistem in vodo razbremenjujemo vodotoke, imamo seveda tudi zadrževalne bazene. Tale zadnja alineja je pa tista, ki se nanaša na današnjo temo predana, to so 9 črpališč za razbremenjene vode. To je ravno tisto problem, ki sem govoril, mi razbremenjenih vod ne moramo odvajati direkt v vodotok, zato ker občasno so gladine višje. In zato so na vseh teh mestih kar močna velika črpališča.
Tole so hidravlične značilnosti sistema, jaz ne bi obremenjeval, tole so RZ1 do RZ5 so glavni, kanalizacijski enega imenujemo rimski kanal, ker še iz leta tam okoli 200-300 našega štetja, oziroma kar se približuje 2000 letom. Zanimiva je pa tale številka, ne? Po našem sistemu, glede na hidravlični izračun, ki je bil narejen v sklopu ogradne čistilne naprave, dobimo 15 kubikov vode v sistemu. Seveda, čistilna naprava je zdimenzionirana tako, da to v Sloveniji običaj, v našem prostoru, na dvakratni sušni tok, to je okoli kubik na sekundo. Imamo pa zadrževalne bazene, ki so pač tista lovilne posode za prvi čistilni val, ki je pa skupaj 3300 kubičnih metrov. Tale slika kaže kanalizacijo v letu 1978. Tu vidimo tisti najenostavnejši princip kanalizacije, to se pravi kanalizacijo v prvi jarek, najmanjši stroški investicije, najmanjši stroški obratovanja. Problem pa je, ker pride poplava v zaledje po kanalizacijskem sistemu in to se dejansko v Celju dogaja. In to je leto 1978, je tole kar skoraj 20-letni preskok, ko se ni praktično nič dogajalo, ampak v letu 90 je bil pa tole Savini je bil zgrajen kolektor, mi ga imenujemo GZ1 in na njega priključeni tile vertikalni rajonski zbiralniki. Težava je pa še vedno pa, ker se je ta GZ1 končal tik pred sotočjem poglajne Savine, to se pravi, nismo rešili ne hidravličnega problema, ne problema onesnaženja reke. Naslednja faza, tak mejnik je leto 2000, ko vidite tule, vzhodni del Celja smo rešili po enih sodobnih principih, tako da smo zgradili en velik razbremenilni objekt, ki je opremljen tudi s črpalkami, ki evakuirajo prelito vodo v primeru visoke poglajne. To je bil leta 2000 kar zajetni in ocenjujemo to velik uspeh za takratno občino in finančno strokovno. V letu 2004 je prišel še do manjših dograditev, začel se pa izvajati projekt, da se razbremenilniki ob Savini opremijo s povratnimi pultami, ki preprečujejo vdor vode v kanalizacijo. Naslednja faza je bila pa izgradnja tudi črpališč na teh lokacijah. To bomo pa tule videli, da tudi tu so se pravi take rdeči krogajci, ki simbolizirajo črpališča in naša izkušnja je, da z letom 2005 smo Celje nižji del, kjer bi vsi obvarovali pred poplavo po kanalizaciji. To je bilo že preizkušeno večkrat od teh, rečemo 13-14 letih, da sistem res funkcionira. Naslednja je pa to svoje zadnje stanje, pa bilo samo dograjene še neke zelo periferne zadeve. Podobno, kot je gospod Žanček povedal, ki je dal podatek, da je 85% mešanega sistema, ostalo je pa v ločenem sistemu. Princip gradnje pri nas je identičen oziroma podoben. Ne zdi se nam smiselno, da bi staro mestno jedro, pa da bi neke zelo stare, ki so 40-50 stare soseske šli prekopavati in graditi ločene sisteme. Dela se pa ločen sistem v odmaknenih primestnih in vaških naseljih, ki ga priključujemo na čistilno napravo. To se pa izvaja v ločenem sistemu. Bi pa sigurno, mislim, da bil gospod Melajner, ki prej debatiral oziroma apliciral, da tudi meteorne vode z vozišč ogromno onesnaženje prepele, ki ga je treba upoštevati in obvladovati. In jaz osebno, to ni mnenje moje službe, kakor moje osebno mnenje, da tudi
to je eden razlog, da sem zagovornik mešanega sistema. Ravno z tega primera. Imamo iz analize na čistilni napravi en zelo zanimiv, najprej smo mislili, da je paradoks, zdaj pa vidimo, da je to pravilo. Res je to zato največje obremenitve na čistilni napravi na vodotoku so takrat, po nekem rahlem dežju, ko razbremenilniki še ne funkcionirajo. Takrat pride velike količine vode, pa največja količina onesnaženja na čistilno napravo. To se pravi, z tega smo potegnali sklep, da to prije spiranje vsega tistega, kar obstane na ulicah, cestah, javnih površinah, kar se v dežju steče v kanalizaciji in potem na čistilno napravo. In tule ravno to hočem povedati, kaj je razlika od običajnih kanalizacijskih sistemov, da imamo aktivno zaščito pred poplavo po kanalizacijskem sistemu in to rešujemo z sistemom objektov, ki so na razbremenilnih, ki so povratne pute. V primeru visokih vodostajev pa tudi se aktivirajo črpališča. Zdaj, tule je malo podatek, teh kapacitet teh črpališč so kar velika, tule vidimo, da imamo vsega skupaj črpališč, njihova kapaciteta je 12 kubikov na sekundo. Moč urejenih črpalk je pa skoraj megawatt, da teh 12 kubikov na sekundo, tako kot primerjavo Savinja v Celju, ima nizek pretok, tam je 3,5 kubičnih metrov na sekundo, skoraj naše kapacitete črpališče so približno 3 Savinje, takrat, ko je nizka. Zanimivost je, da ta črpališča zahtevajo energijo. Mi smo po dolgih razmislekih in primerjavah pa scenarijih ugotovili, da je najvarnejša stvar, da mi ta črpališča neodvisno napajamo, ne iz javne mreže, ker javna mreža je ranljiva in tudi tam spade, sploh od poplava v Celju. Zato so ti objekti zasnovani tako, da imajo in osnovni vir električni in rezervni kot električni agregat. To je mogoče ena posebnost. Tu pa vidno skupaj inštalirana moč dizel agregata je 4,1, to se pravi kar precej kilovatov, to se 4,2 megavata. Zdaj samo obratovanje črpališče tako, da se vklapljajo načeloma dveh različnih scenarijih. En scenarij je izredno močne padavine, to se dogaja poleti, ko pride zelo veliko vode v kanalizacijo, reke pa ostanejo nizke. To se pravi, je pogoj za vstop črpališča to, da se v kanalizaciji nabere toliko vode, da treba jo pomagati evakuirati iz kanalizacije. To se dogaja večkrat letno, približno enkrat letno, to je daljša statistika, ko nam kaže, da narastejo vodostaji rek Glajne in Savinje tukaj, da moramo vklapljati črpališča. Takrat je pa en čist dogodek in čas delovanja črpališča tudi 24 ur, enkrat se zgodili celo več. In po naših ocenah pri enem taknem dogodku prečrpamo okoli 500 000 kubikov vode na dogodek. Cena tega je pa okoli 500 litrov nafte porabno, takrat za delovanje agregatov. Jaz sem počas pri zaključku svojega predavanja, seveda imamo ta črpališča opremljena z daljinskim prenosom in operaterjem v dispečerskem centru. Na tak način oni vidi črpališče, vsemi vitalnimi podatki, to se pravi višino reke, pozicijo loput, na te sliki so zelene, in signalizacija ali črpalka ne deluje ali ne, potem pa še višino voda v vzdrževalnem bazenu in višino voda v kolektorju. To pač vidimo in to so tisti podatki, na osnovi katerih sistem nadziramo, pa tudi ukrepamo, če potrebe. To je en drugi objekt, tudi kako ga operater vidi na ekranu v dispečerskem centru. Zdaj pa še malo od primer ta črpališča, ki so zato, čemer se danes pogovarjamo, varovanju in evakuiranju padavinskih vod. To je eno črpališče Geze 2001, to je zgrajeno leta 2000, če bi tole povečati videli. Ta druga slika je pa pogled od znotraj, to so ogromne črpalke, vsaka ima kapaciteto 1500 litrov na sekundo. In so 4 izmontirane. Če bo
tale objekt poznate, energetski objekt se nahaja na ene zelo eminentni lokaciji v Celju, na sprehodišču v Cedini in ko se je gradil, je bilo